točke malo nam mikrofonija moti vse skupaj. Bo zdaj boljše? Lahko začnemo? Smo sklepčeni? Okay. Spoštovani državni svetniki in vabljeni na sejo, vse prav lepo pozdravljam na 78. seji Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Ugotavljam, da smo sklepčni in zato lahko začnemo z delom. Obveščam vas, da v skladu s 24. členom Poslovnika Državnega sveta državni svetnik Bojan Kekec nadomešča državnega svetnika Dušana Strnada. Prehajamo na dnevni red. Sklicem seje ste prejeli predlog dnevnega reda z naslednjimi točkami. Predlog zakona o varstvu okolja, druga obravnava. Predlog zakona o cestah, prav tako druga obravnava. Tretja točka, potrditev zapisnikov 77. seje in 22. izredne seje komisije ter točka 4 razno. Četrtek ste po elektronski pošti prejeli še en predlog za razširitev dnevnega reda z drugo A točko in sicer predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Ker se v skladu s poslovnikom Državnega sveta odloča o utemeljenosti predloga za razširitev brez razprave, predlagam, da kar preidemo na glasovanje. Najprej glasujemo o predlogu za razširitev s točko 2a. Kdo je za? 11 za, 12 za, vsi za. Spravi brez glasov proti. Zdaj pa dajem še na glasovanje dnevni red v celoti, torej skupaj z razširitveno točko 2a. Kdo je za? Tudi 12 za, brez glasu proti. Hvala lepa. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda komisije. Seje komisije, predlog zakona o varstvu okolja ZVO2, druga obravnava, EPA 2317/8. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora. Sklicem seje komisije ste bili seznanjeni s pripombami oziroma mnenji mestnih občin Ljubljana in Maribor, Združenja mestnih občin Slovenija, Gospodarske zbornice Slovenije ter mreže Plan B za Slovenijo in mreže za prostor. Vsa njihova stališča so objavljena na spletni strani Državnega zbora. Med nami pozdravljam vabljene k tej točki. Pri tej točki sodelujejo z Ministrstva za okolje in prostor, vodja sektora za okolje magistra Katja Buda, dr. Martin Batič,
je tukaj, je, magistra Nataša Petrovčič in Peter Tomše, tudi tukaj, Zbornice komunalnega gospodarstva, direktor Sebastian Zupanc je tukaj. Aha, ok, prav lepo vse skupaj pozdravljam. Najprej pa vabim predstavnico Ministrstva za okolje in prostor, magistra Katjo Buda, da nam predstavi predlog zakona. Izvolite, beseda vaša, prosim za govornico, če stopite. Hvala. Ja, lepo pozdravljeni. Pred nami je nov predlog zakona o varstvu okolja. Gre za temeljni sistemski zakon na področju varstva okolja. Zakaj nov zakon o varstvu okolja? Namreč obstoječ zakon o varstvu okolja je bil večkrat dopolnjen, amandmiran in je v bistvu precej zato nepregleden. Ključno, kar pa je, Slovenija potrebuje na področju varstva okolja nov, sodoben, moderen zakon o varstvu okolja, ki bo sledil trendom na tem področju, tako na ravni Evropske unije, kot tudi v svetovnih trendih. Prav tako se pa z tako imenovanim ZVO-2 odpravljajo kar nekaj kršitev prava Evropske unije. Zakon zajema vse dele okolja, zrak, vodo, naravo in tudi podnebne spremembe in uvaja instrumente na področju varovanja okolja, načrtovanje, presojo vplivov na okolje, proces dovoljevanja in seveda tudi finančne instrumente. ZVO-2 uveljavlja temeljne načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte, ki bo potem sprejela vlada ali pa pristojni minister. S predlogom zakona se prenašajo evropska načela, določila, kot najpomembnejše je krožno gospodarstvo. Princip krožnega gospodarstva je, o njem slišimo že kar nekaj časa, se pogovarjamo in zato je nujno, da ta princip, načelo uveljavimo tudi v našem slovenskem predpisu, torej zakon o varstvu okolja. Potem se uveljavlja princip onesnaževalec plača in tudi na novo proizvajalčeva razširjena odgovornost. Predvsem pa zakon temeljito in na novo ureja področje ravnanja z odpadki. Določila dviguje na nivo zakona in ne več na nivo uredb in predvsem pa je pomembno, da se na zakonodajni ravni se uveljavljajo temeljna pravila ravnanja z odpadki. Torej, hierarhija ravnanja z odpadki postaja zakonodajno določilo. Uvajajo se tudi pogoji ter merila za prenehanje statusa odpadkov. Predvsem pa se uredi sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, tako imenovan PRO. Ključni namen predlaganega zakona je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti moramo uvesti najprej zato, ker moramo prenesti določila Evropske direktive, po drugi strani pa nam tudi stanje na nekaterih tokovih PRO, predvsem embalaži in odpadnih svečah, nalaga, da je treba narediti nek sistemski ukrep, ki ne bo več potreboval nenehne intervencije strani države. Torej, predlagani zakon menimo, da postavlja na nove in zdrave temelje za učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti in predvsem v tem sistemu je zajeta tudi odpadna embalaža. V ta namen je bistvena novost, ki uvaja ZVO-2, da vsakemu mastnemu toku določi zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike, ki bodo od zbrane odpadke reciklirali ali drugače predelali, ter s tem tudi omogočili doseganje ciljev, ki smo jih kot država zavezani. Ena organizacija za en masni tok je po našem mnenju ustrezna in prava rešitev, kar dokazujejo prakse tako v tujini, pa ne nazadnje tudi naša domača praksa. Ni povsod tako, kot je na področju odpadne embalaže, bolj
če pogledamo odpadni tok izrabljenih motornih vozil, izrabljenih odpadnih gum, odpadnih fitofarmacevtskih sredstev, takih težav ni in na teh tokovih imamo eno organizacijo. Poleg PRO-ja, ki je osrednji namen ZVO2, se prenašajo tudi druge novosti. Med drugim se določijo tudi ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov na nivoju zakona, spodbuja se zmanjševanju škodljivih vplivov nastalih odpadkov. Prav pa tako tudi ZVO2 uveljavlja določila za zmanjšanje celovitega vpliva uporabe virov in izboljšanje učinkovitosti takšne uporabe. Torej, kako ohraniti in zmanjševati pritisk na naravne vire, kar je pa temelj krožnega gospodarstva. Med novosti zakona je tudi nova ureditev v primeru ukrepanja čezmerne obremenitve zaradi odstopanja od pravil ravnanja. Do sedaj je zakon urejal samo primere, ko je šlo za čezmernost na področju emisij v vode, zrak, podzemne vode, zdaj pa po novem pa postavljajo tudi pravila ravnanja, kot na primer odlaganje komunalnega blata na vodovarstvenih območjih, bi ukrepanje po novem potekalo po sistemu, kot velja v primeru okoljske nesreče. Naštela sem samo ključne novosti. Kot rečeno, največ jih je na področju ravnanja z odpadki, vendar se posodabljajo in prenavljajo tudi ostala področja, predvsem na področju izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, potem so presoje vplivov na okolje, natančneje so določena vloga mnenja dejavnost in javnosti v postopku. Vse te prenovljeni členi so na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v zadnjih letih z namenom odpravljanja administrativnih ovir. Na kratko sem skušala predstaviti samo tiste ključne zadeve, ki so in rešitve v Zakonu o varstvu okolja, v nadaljevanju pa bomo skušali z sodelavci odgovoriti na vaše vprašanja in pojasniti določene rešitve v zakonu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj dajem besedo direktorju Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastjanu Zupancu. Želite predstaviti? Želite? Izvolite. Beseda je vaša. Predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj, vsem svetnikom, gostom. Zakon o varstvu okolja pravzaprav je en zakon, ki ga v komunalni sferi že dolgo časa pričakujemo. Dejstvo je, da ste se že najbrž tudi vi naposlušali vsakoletnih težav, jamranj, kako je z odpadno embalažo, kako je z odpadnim nagrobnim svečam, kako je z električno, elektronsko opremo, predvsem s tisto, ki ni profitabilna odpadna, torej govorimo o raznih hladilnikih, televizorjih, kako ti masni tokovi pravzaprav ne utečejo iz dvorišč komunalnih podjetij. Komunalna podjetja kot izvajalci gospodarskih javnih služb, občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov so namreč dolžna te odpadke sprejeti, medtem ko sistem ni deloval vsa ta leta, od leta 2009 dalje, v smeri, da bi ti odpadki tekoče odhajali iz dvorišč komunalnih podjetij. Zakaj ni deloval? Na eni strani zaradi tega, kar je povedala že gospa Buda, torej raven določil ni bila dosti visoko zastavljena, je bila na nivoju uredb, zdaj gre to na zakon. Nekaj je bilo pa čisto preprostih zlorab strani nekaterih deležnikov v temu sistemu, ki so medsebojno tekmovali v smislu zmanjševanja stroškov toliko časa, da so začeli konec koncev opuščati svojo osnovno dejavnost in ne pobirati tistih odpadkov, ki so bili dolžni pobrati od komunalnih podjetij. Zato v Zbornici komunalnega gospodarstva definitivno pozdravljamo določila PRO-ja tega novega zakona o varstvu okolja. Pozdravljamo pristop ene organizacije za en masni tok PRO. Gre namreč za to, da je Slovenija relativno majhna in če pogledamo primerljive države v Evropi, v tistih državah, ki imajo samo eno organizacijo,
in tako majhno število prebivalcev ta zadeva nemoteno teče. Seveda se pa težko primerjamo z neko Nemčijo, ki ima 60 milijonov prebivalcev, za njih pa pravzaprav je ena organizacija res najbrž neprimerna. V Sloveniji pa, ko ves čas izpostavljamo zgolj embalažo, moram povedati, da ZVO2 ne določa pravila samo za embalažo. Embalaža je ena črna pika, ki se nam skozi leta kaže na dvoriščih komunalnih podjetij, tisoče in tisoče ton neprevzete embalaže, ki po več let propada na skladiščih, na nelegalnih skladiščih komunalnih podjetij. ZVO pravzaprav določa pravila za večji del masnih tokov odpadkov. Tako za embalažo, kot za avtomobilske gume, kot za fitofarmacevtska sredstva, električne elektronske opreme, sveče in seveda tudi ostali PRO-ji, ki nam bojo še sledili. Namreč tekstil bo definitivno eden izmed teh posebnih takov, ki bojo zahtevali proizvajalčevo razširjeno odgovornost, pa tudi drugi. In če bomo sedaj pravila pravilno nastavili, tako kot je zastavljeno v Zakonu o varovanju okolja 2, potem vsaj pri nas v Zbornici komunalnega gospodarstva ocenjujemo, da v bodoče takih problemov ne bi bilo več. Morda bi se dotaknil samo še kavcijskega sistema, ki je, bom rekel, v zadnjem času zelo moderna beseda in za nekoga morda ali pa za nekatere morda rešitev vseh problemov. Glejte, kavcijski sistem je definitivno ena najboljših rešitev zbiranja nekih vrst odpadkov, ki imajo neko vrednost. Ampak je strašno drag. Mi v Sloveniji imamo sistem zbiranja odpadkov dobro urejen. Kljub temu, da nekateri ocenjujejo, da je naša dežela izredno onesnažena z odmetenimi plastenkami, pločevinkami in tako naprej, v komunalni sferi in tudi v skupnosti občin, pravzaprav, kar smo imeli razpravo, ocenjujemo, da to ni največji problem v Sloveniji in da v Sloveniji vendarle večina teh odpadkov, PET plastike, plastenk, pločevink pristane v zabojnikih. Ali pristane v zabojnikih za embalažo, ali pristanejo v zabojnikih na ekootokih, ali pristanejo v zabojnikih za odpadke na ulici, ali pristanejo v zabojnikih za mešane komunalne odpadke. Ta problem onesnaženja je mikroproblem. Torej, mi bi definitivno morali najprej izkoristiti vse dane možnosti zbiranja odpadkov, ki jih imamo uveljavljene v Sloveniji, imamo dobro uveljavljene. Leta 2016 je bila primerjava narejena med evropskimi prestolnicami o učinkovitosti in pa stroškovne učinkovitosti, organiziranosti in stroškovne učinkovitosti zbiranja teh komunalnih odpadkov in je Ljubljana zasedla prvo mesto pred Tallinom in pred Helsinki. Ampak Ljubljana je zgolj primer, kako mi nasplošno v Sloveniji zbiramo odpadke. Zato je zelo na mestu razmislek svetnika Marka Zidanška, ki je z odprtim pismom 28.1. vas seznanil in tudi sicer seznanil politično in strokovno javnost, ki pravi, da je smiselno ne prehitevati stvari, ampak najprej vzpostaviti sistem PRO s uveljavitvijo vseh določil ZVO2, potem videti, koliko bomo uspešni pri zbiranju vseh teh odpadkov, plastenk, pločevink, PET plastenk in šele na to se odločati, ali iti v kavcijski sistem ali ne. Namreč kavcijski sistem je iz stroška zbiranja, iz tega vidika štirikrat dražji kot ta sistem, ki ga imamo v tem trenutku v Sloveniji. Leta 2025 nam šele sledijo visoki cilji za zbiranje plastenk. Torej pred nam še 4 leta, 3 leta. Moje mnenje in tudi sicer v komunalni sferi je, da v tem času vendarle se lahko potrudimo in probamo na relativno nizek način zagotoviti doseganje teh ciljev. Seveda, če pa ne bo šlo, takrat pa definitivno. Takrat je pa edina možnost še kavcijski sistem. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo za državne svetnike. Kdo se prvi javi? Kolega Šumenjak. Ja, se bom čist kratek. Kolega Šumenjak, prosim lepo zaradi snemanja, če greste za govornico. Hvala. Ja, lepo zdrav vsem skupaj, saj bom zelo kratek, ker to poslušamo isto zgodbo že, tako kot je povedal predhodnik, kar nekaj let in
sprejeli smo že razne pravilnike, uredbe, zakone, celo neke prehodne in tako naprej, ampak napredka nekega pa v zvezi s tem ni. Ne. Mi še vedno imamo težave s temi komunalnimi odpadki, na komunalnih podjetjih so skladišča odpadnih sveč, odpadne embalaže in še česa drugega. Tako da tudi ta zakon po mojem ne bo prinesel nekega bistvenega napredka. Čez kakšen čas se bomo spet srečali, pa bomo razpravljali o isti zadevi, pa bomo spet razpravljali, na kak način to rešiti. Jaz ne vem, zakaj naj bili najboljši v tem primeru, pa bi to plastično in pa to embalažo enostavno prepovedali v izvoru. Kaj pa bi se zgodilo v Sloveniji, če bi plastenke pa te razne plastične zadeve prepovedali? Nič se ne bi zgodilo. Malo več lesa bi porabili, ki ga tako imamo na razpolago, celuloze za te razne druge stvari in bi bilo zadeva rešena. Zakaj naj bili najboljši v tem v Evropi? Enostavno v izvoru to prepovemo, pa je stvar rešena. Z enim stavkom zakonu lahko to uredite. Nič se ne bo zgodilo. Prehodno obdobje napišite 4-5 mesecev, pa konec. V 5 mesecih več odpadne embalaže ne bo. To je moj predlog in mislim, da je edini, ki bo to zadevo lahko rešil. Nič se ne bi zgodilo, če ne bi imeli te embalaže, kot jo imamo. V preteklosti smo imeli flaše z povratnimi, pa jih tudi več ne zbiramo povratno, ampak jih mečemo v zabojnike. Samo flaše pa steklo malo lažje reciklirati kot to plastiko, ne, malo cenejša zadeva. Pa če jo v naravo vržeš, tudi ni tako škodljiva, razen ko se razbije, pač takrat je bolj kritično. Ne. Plastika pa praktično so zasvinjali ta planet do konca in mislim, da je rešitev edino to, da začnemo s takimi stvarmi, pa se postavimo kot zgled tudi ostalim državam. Hvala lepa. Kolega Kekec se je prijavil k besedi. Branko, če se izklopiš. Ja, hvala za besedo. Torej sem mislim, da zakon o varstvu okolja datanov je nek korak naprej. Vsega ne bom mogel rešiti. Zelo se strinjam z kolegom iz komunalne zbornice, mislim, da je bistvo povedal. Tako da temu lahko samo pritrdim. Predvsem pa, gledajte, pri tem zapiranju masnih tokov nekako moramo zadeve rešiti znotraj Slovenije, kar se le da, ker gledajte, sem eno anomalijo vam bom povedal, ki sem jo te dni izvedel. Zdaj v Novem mestu imamo tovarno Ursa, ki uporablja ogromno stekla. In seveda to steklo prihaja iz Avstrije, mi pa v Avstrijo to ravno steklo in tudi steklenice vozimo. Se pravi, sem to pot, pogledajte, v Sloveniji se steklo zbere, gre v Avstrijo, iz Avstrije se pripelje v Novo mesto in se tam porabi. Že finančno v bistvu se lahko zamislimo na tem. Tako da takih stvari, kar se tiče uporabnih surovin, ko vemo, da se tukaj uporabljajo, dajmo sistem postaviti tako, da bodo te poti čim krajše in da se surovine, ki tukaj nastanejo kot odpadek, koristno uporabijo v Sloveniji. Drugače pa mislim, da je direktor komunalne zbornice zelo dober, rekel, zaključek dal k tej zgodbi. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo od kolegov svetnikov? Če ne, bi sem še jaz eno majhno zadevico. Namreč pri reciklaži plastenk, jaz sem vedno zagovarjal, da bi mogla biti to prej ali slej zadeva, ki bi mogla iti v reciklažo. Ne? Zdaj reciklaža je pa spet zgodba zase. Imamo plastenke, ki se dajo lažje reciklirati, imamo plastenke, ki se dajo teže reciklirati. Ne? In jaz bi bil zelo vesel, če bi naša država kot zakonodajalec naredil nekaj glede tega, da če že ne bi bilo obvezno uporabljati boljšo plastiko, ki se da lažje in večkrat reciklirati, da bi vsaj kupec vedel, kakšno plastiko kupuje. Že tukaj, če ne, bi vsaj tistim, ki so ekološko bolj zavedni, dali možnost, da pa mogoče za kakšen cent ali pa pol centa dražjo embalažo kupijo bolj okolju primeren izdelek. Sem toliko z moje strani. Še kdo premislil za razpravo
Ugotavljam, da nihče več ne želi razpravljati od kolegov svetnikov. Na koncu bi dal še enkrat besedo vabljenim, če želijo podati dodatna pojasnila. Najprej sprašujem direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva, ne želi. Na koncu sprašujem še predstavnike ministra za okolje in prostor, bi želeli, izvolite. Beseda je vaša. Hvala za besedo. Samo ena taka zaključna misel. Smo zelo veseli, da za vse te sugestije, ki ste jih podali. Verjetno pa je treba dve besedi reči kljub vsemu na kavcijski sistem. Kavcijski sistem je pač v tem trenutku, tako kot je gospod iz komunalne zbornice podaril, zelo modern sistem po celotni Evropi. In s strani državnega zbora, ko je bila prva obravnava, je bilo iz vseh strani poslanskih skupin rečeno, da podpirajo kavcijski sistem in tudi pričakujemo kot ministrstvo amandmaje k zakonu na temo kavcijskega sistema. Strinjamo se, da kavcijski sistem je del PRO-ja, lahko ga uvedemo, če bo taka tudi želja strani industrije in strani politike, ki bo pač tak sistem, nastavke sistema dala v zakon o varstvu okolja. Seveda so v zakonu o varstvu okolja samo nastavki, kako pa bo sistem izgledal in če ga bomo upeljali, se pa potem to izvede z podzakonskimi predpisi. Vsekakor se pa vsi strinjamo, da je treba nekaj narediti na temo teh masnih tokov, zlasti embalažev pa odpadnih sveč, zato pač tudi tale rešitev, ki je v zakonu o varstvu okolja. Tako da jaz se vam zahvaljujem za pripombe, bomo prenesli naprej. Hvala. Hvala lepa. S tem tudi zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Vidim, da ta želja ne obstaja. Na glasovanje dajem predlog zakona o varstvu okolja. Kdo je za? Trinajst smo vsi za. Kdo slučajno proti, ko je skočil v zadnji trenutek? Ni. Se pravi 13 za, brez glasu proti. Na podlagi opravljenega glasovanja in razprave bomo pripravili mnenje komisije ter ga poslali odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki ima sklicano izredno sejo v sredo 23. februarja ob 14. uri. Določiti moramo še poročevalca. Želi biti kdo poročevalec? Komu bližje ta tematika? Če ne, bom prevzel to sam odgovornost. Hvala lepa. Vabljenim k tej točki se zahvaljujem za sodelovanje na seji. S tem zaključujem tudi prvo točko dnevnega reda. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda seje komisije. Predlog zakona o cestah, druga obravnava. Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Državnega zbora. Med nami pozdravljam vabljene k tej točki. Pri tej točki sodelujejo z Ministrstva za infrastrukturo, namestnica generalne direktorice Direktorata za kopenski promet dr. Anja Goršek, vodja oddelka za ceste Damjan Leskovšek in Drago Bregar. Ste vsi tri tukaj? Super. Najprej vabim predstavnico Ministrstva za infrastrukturo, dr. Anito Goršek, da nam predstavi predlog zakona. Izvolite, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni, spoštovani svetnice in svetniki ter ostali prisotni. Pred vami je predlog novega zakona o cestah, ki se spreminja predvsem zaradi sprememb Evropske direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, ki jih je treba prenesti v slovenski pravni red. S to direktivo se namreč nadgrajujejo že veljavne določbe, ki urejajo minimalne standarde na področju varnosti cestne infrastrukture. Izvajanje presoje varnosti cestne infrastrukture se po tej direktivi s TEN-T omrežja
razširjene tako imenovane primarne ceste, to so hitre ceste, ter glavne ceste prvega reda, na katerih je PLDP večji od 10 tisoč vozil oziroma znaša delež tovornih vozil 12% ali več. Poseben poudarek se po direktivi daje tudi ranljivim udeležencem cestnega prometa, to so kolesarji, pešci, motoristi. Določne in jasneje se opredeljujejo redni in izredni pregledi varnosti ceste, pravice in obveznosti deležnikov, ki sodelujejo v postopku presoje varnosti cestne infrastrukture in način izbora presojevalca varnosti cestne infrastrukture. Nadaljnji razlog za obsežnejšo novelacijo zakona o cestah pa je izboljšanje ureditve glede na izkušnje praktičnega izvajanja. Trenutno veljavni zakon o cestah je bil namreč sprejet leta 2010. Do danes je bil zakon sicer že nekajkrat spremenjen, kljub temu pa je v posameznih delih deloma zastarel in zato manj učinkovit, zato ga je treba ustrezno posodobiti, modernizirati in prilagoditi aktualnim razmeram. Po uveljavitvi zakona o cestah v letu 2010 so bili bistveno spremenjeni tudi nekateri drugi področni zakoni, ki vplivajo na cestno infrastrukturo. Govorimo o prostorski, gradbeni, geodetski, pa tudi okoljski zakonodaji. Nekatere rešitve zakonov o cestah, ki se navezujejo na druge zakone, so tako postale deloma neusklajene, zato jih je treba uskladiti z veljavnimi sistemskimi in področnimi predpisi, ki vplivajo na urejanje javnih cest v Republiki Sloveniji in tako zagotoviti ustrezno operativno zakona. Zaradi medsebojne vsebinske povezanosti so spremembe in dopolnitve posameznih poglavij terjale tudi prilagoditve v okviru drugih delov zakona. Zato smo se na ministrstvu odločili, da z namenom večje preglednosti in kasneje lažje in enostavnejše uporabe za vse, ki zakon uporabljajo, pripravimo popolnoma nov zakon. Tako je skoraj 1 leto nastajal nov zakon v poglobljenem sodelovanju z upravljavci javnih cest ter številnimi deležniki, na katere vpliva vsebina zakona. Prenovljen zakon o cestah je zato po svoji vsebini in seveda strukturi zelo podoben sedanjemu. Ključne spremembe pa, kot že rečeno, sledijo prenosu direktive, ureditvi odprtih vprašanj, posodobitvi nekaterih vsebinskih področij ter seveda sistemski uskladitvi z drugimi področji. Toliko na kratko. Sodelavci bomo v nadaljevanju poskušali odgovoriti na vprašanja, ki nam jih boste postavili. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo za državne svetnike. Želi kdo besedo? Če ne želi, bi jaz vseeno 2 zadeve vprašal. Prva se nanaša na oglaševanje ob cestah, ali ta predlog zakona kakorkoli spreminja oziroma zaostruje pogoje oglaševanja ob cestah, ker so bili večkrat podane pobude za zaostritev pogoja oglaševanja ob cestah. Druga stvar, ki me zanima, so pa obcestna počivališča. Jaz prihajam iz Bele krajine, mi smo lani doživeli kolaps dobesedno v celi Beli krajini zaradi preverjanja potrdil na mejnih prehodih. In se postavlja vprašanje, na kakšen način tudi v rednem tekočem prometu, sploh v poletnih mesecih, ko je verjetno voznik ali voznica potreben več počitka kot pa sicer v drugih mesecih, zakaj se ne pripravi oziroma na regionalnih cestah ne postavi več počivališč, ker zdaj vsaj po cestah, kjer se jaz vozim, počivališče novo nobeno ni bilo praktično že nekaj časa narejeno, je bilo pa nekaj starejših, verjetno ali ni bila zemlja prava ali so bili drugi razlogi, se jih je pa z takšnimi in drugačnimi ovirami zaprlo. Tako da to sta 2 vprašanji z moje strani. Se je mogoče, kater je kolega Šumenjak, izvolite besedo. No, ker smo priča sedanjim gradnjam raznih objektov na cestah, kjer bi se to naj moderniziralo, bom vprašal, ali je v tem zakonu predvidena standardizacija, recimo, krožišč, nadvozov, podvozov, signalizacija, ki mora biti opremljena in tako naprej, ali se to prepušča vsakokratnemu
praktično v nadležnosti posameznih projektantov, ki se včasih celo izživljajo nad določenimi projekti in zgradijo take stvari, pa mislim, da celo v povezavi s kakimi gradbenimi podjetji, da jih je treba v kratkem času ali ponavljati, popravljati ali pa širiti in tako naprej. Jaz vem za živa dva primera takšna, kjer se delajo krožišča na cesti prvega reda in so tako malih gabaritov, da praktično šleper ne more skozi. Tako da bi bilo pravilno, da se v zakonu predvidi točno gabarit za cesto prvega reda, za cesto drugega reda, za avtocesto, za vse, kjer je recimo krožišče, in bi bilo tudi potem pri gradnji in pa pri umeščanju v prostor to bistveno enostavneje. Imeli bi že tipski projekt, ki bi ga samo postavili v tisto okolje in bi takšno krožišče oziroma nadvoz, podvoz zgradili. Živi primer imamo nadvoze brez kolesarske steze, brez peš poti in tako naprej na cesti prvega reda. Pa so stvari znotraj ene vasi, ki potem prebivalce razdeli na dva dela. Tako da bi bilo treba tu nekaj narediti, da je to tipsko narejeno, pripravljeno, da se potem to lahko enakomerno porazpredeli. Zdaj imamo recimo v enem delu krožišča na cesti prvega reda z dvema ali celo tremi notranjimi krogi, imamo pa na prvem redu krožišče, ki ima samo en notranji krog in pa še ta je tako ozki, da praktično se dela že v projektu, se dela povozni del tistega notranjega dela, da se lahko tovornjaki vozijo preko tistega srednjega dela, kar je nesprejemljivo. Hvala lepa. Želi še kdo od kolegov svetnikov razpravljati? Ne vidim nobene roke. S tem ugotavljam, da nihče več ne želi razpravljati. Sprašujem predstavnike Ministrstva za infrastrukturo, če želijo podati še kakšno dodatno obrazložitev. Okay. Gospod Damjan Lamovšek, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj, predsedujoči in ostalim državnim svetnikom. Mogoče bi začel kar z oglaševanjem. Oglaševanje je ena taka rak rana sistema, vedno aktualna. Mi smo se zdaj v zakonu o cestah oglaševanja dotaknili na ta način, da smo nekako razdelili oziroma oglaševanje ločili od informiranja. To smo imeli zdaj nekako skupaj urejeno in nikoli ni se točno vedelo, kdaj gre za oglaševanje, kdaj pa dejansko za informiranje uporabnikov naše cestne infrastrukture, tako da smo zdaj to uredili v dveh ločenih členih. Pri oglaševanju smo načeloma pustili sistem zastavljen tako, kot je sedaj. V eni fazi nastajanja zakona smo razmišljali, da bi področje oglaševanja ob hitrih cestah oziroma ob državnih cestah izven naselja razširili za dodatnih 50 metrov, se pravi varovalni pas plus dodatnih 50 metrov, v katerem bi bilo oglaševanje prepovedano. Vendar je pa zakon o urejanju prostora dejansko to področje uredil pred nami, saj je prepovedal področje oglaševanja na površinah zunaj poseljenih območij, ki so bodisi kmetijska, vodna zemljišča, gozdna zemljišča, tako da je dejansko ta prepoved bistveno širša, kot smo jo mi nekako predvidevali in zato v ta segment potem nismo posegli. Tisto, kar je mogoče pri oglaševanju pomembno, bi izpostavil to, da smo nekako pri kazenskih določbah ločili globe, ki so predpisane v primeru kršitev in namreč za primere, ko je oglaševalski objekt in s tem, bom rekel, površina oglaševalskega sporočila velika do 5 kvadratnih metrov. To gre običajno za manjše obrtnike, bom rekel,
te obrtne dejavnosti, da je takrat globa nižja. Na to so nas upozorili predvsem inšpektorji, ki se zaradi visoko predpisanih glob velikokrat zaradi gospodarske moči teh majhnih gospodarskih subjektov v primeru kršitev niso odločali za sankcioniranje. Zato pričakujemo tu, bom rekel, večjo učinkovitost v okviru nadzorovanja tega segmenta. Zdaj, v zvezi z obcestnimi počivališči se lahko strinjam z vami, da teh počivališč je premalo, zlasti pride to do izraza zlasti v turističnih sezonah, ko se ljudje nimajo kam umakniti. Tisto, kar imamo, je nekje urejeno bolje, nekje manj. Dejansko je to stvar, bom rekel, izvedbene ravni in upravljavcev samih, vse pa veste, da je povezano z pridobivanjem zemljišč, tako da tudi jaz verjamem, da imajo tudi upravljavci načrte za kakšno novo dodatno počivališče, kjer je to izkazano kot potreba, ampak ti postopki niso hitri, še zlasti v primerih, ko potrebnih zemljišč za gradnjo ni, ker običajno te zadeve traje, da pride do nekega konsenza oziroma dogovora z lastniki. Kar zadeva standardizacije gradnje v primeru krožnih krožišč, nadhodov, podhodov, nadvozov, podvozov, moram reči, da zdaj to ni predmet zakona, to je predmet izvedbenih predpisov. V tej zvezi že obstaja, bom rekel, pravilnik o projektiranju cest, kjer so točno določeni elementi in pa dejansko še bolj podrobne so pa tehnični predpisi, se pravi tako imenovane tehnične specifikacije, ki pa jih prav tako se upošteva pri gradnji cest in pa ostalih objektov na cesti. Tako da mi na ministrstvu se zavedamo, pravilnik o projektiranju cest je bil sprejet leta 2006, od takrat še ni bil noveliran in to je zdaj, bom rekel, po sprejemu tega zakona naša prva prioriteta, da se lotimo tega pravilnika skupaj z stroko, se pravi stroko, ki dejansko dela na terenu, bom rekel, združeno z znanstveno-raziskovalnim delom, da primerjamo prakso v tujini in da prenesemo tisto, kar je dobro v tujini, tudi v naš sistem. Zdaj, težko je govoriti o nekih tipskih shemah, nekih krožnih krožišč, to sicer obstaja, ampak vedno se pa, bom rekel, dejanska izvedba potem prilagodi, bodi si glede na obseg prometa, tako da kategorija ceste še ne pomeni zdaj točno ločnico, ker je lahko imamo na neki regionalki bistveno več prometa, kot je na neki glavni cesti. Tako da to bi bilo z moje strani, sem pa odprt tudi za kakršnokoli druga pojasnila, če bo potrebno. Hvala lepa. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Želi mogoče kdo obrazložiti svoj glas? Ne vidim nikogar. Torej na glasovanje dajem predlog zakona o cestah. Kdo je za? Za, je kdo proti? Ni, ugotavljam, da je komisija podprla predlog zakona s 13 glasovi za. Na podlagi opravljenega glasovanja in razprave bomo pripravili mnenje komisije ter ga poslali odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Datum seje sicer še ni določen, vseeno pa moramo določiti poročevalca. Želi biti kdo poročevalec na odboru Državnega zbora? Bojan? Ne? Okej, če se noben ne javi, se pravi, da moram jaz prevzeti to nalogo. Se pravi, določamo mene za poročevalca. Hvala lepa. Vabljenim k tej točki se zahvaljujem za sodelovanje na seji in vam želim lep dan. S tem tudi zaključujem drugo točko dnevnega reda.
Prehajamo na drugo A točko dnevnega reda seje komisije. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, druga obravnava. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora. S predlogom za razširitev ste prejeli tudi stališči Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Med nami pozdravljam vabljene k tej točki, župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. To je to. Današnje seje so se opravičili poslanec Danijel Krivic kot predstavnik predlagatelja zakona ter predstavniki pristojnega ministrstva za javno upravo. Glede na odsotnost predlagatelja zakona bi najprej dal besedo županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu, da nam na kratko pojasni razloge za predlog, da se občini Brežice podeli status mestne občine. Izvolite, beseda je vaša. Ja, spoštovani svetniki, prav lep pozdrav v mojem imenu oziroma v imenu 24.500 občanov občine Brežice, ki si na nek način želi, da dobimo status mestne občine. Na kratko, občina Brežice se že dolgo leta prizadeva, da bi postala mestna občina, saj dejansko ima izjemno geostrateško lego. Prav je, da povemo, da smo obmejna občina z 24.500 prebivalcev in več kot 10 kilometrov meje z Hrvaško. Seveda smo sestavni del Posavja, je pa seveda v občini Brežice izjemno veliko raznih državnih inštitucij. Vseh inštitucij imamo okoli 50, praktično okoli 30 je teh državnih. Seveda v občini Brežice je izjemno pomembna zadnja leta meja. Verjetno ste to predvsem spoznali, kaj to pomeni ob sami begunski krizi 2015, kjer smo imeli izredne razmere in zato je bilo izjemno težavno. In seveda, če ne bi imeli tako raznih inštitucij in pa vsega ostalega, bi dejansko bilo izjemno težko te stvari reševati. Seveda imamo tudi vojaško letališče Cerklje v Krki, ki je na nek način tudi delno pripravljen za potrebe NATO in seveda ima izjemen pomen. Smo pa tudi v neposredni bližini nuklearne Krško, praktično 3 km samo stran od nas, kar pomeni seveda, da je tudi delno smo vezani zelo močno na njo. Prav tako pa skozi našo občino praktično potekajo ključne poti, sočišče dol proti bivšim republikam, s katerimi smo čas živeli, oziroma proti Balkanu, saj preko občine Brežice gre praktično večina cestnih prehodov. Obrežje je eno tisto največjih železniških, Sava pa je tudi tista, ki nas močno praktično združuje in gre praktično preko nas. Tako da dejansko, kar se tiče, imamo veliko tudi regijskih inštitucij, konec koncem Brežiška bolnišnica je bila že postavljena preko 150 leti, prav z namenom tega strateškega praktične zaščite. Prav tako seveda imamo tudi druge inštitucije, ki so tudi regijskega pomena, Posavski muzej in pa razne ostale inštitucije. Brežice je skupaj z občino Krško in pa Sevnico tudi somestje regije Posavje, saj so te inštitucije razdeljene po vseh mestih, vseh treh mestih in skupaj dejansko imamo na nek način somestje. Zato smatram, da bi bilo smiselno, da dobimo tudi mi ta status in da skupaj naprej ustvarjamo Posavje kot regijo, ki ima verjetno zelo velike potencijale. Veste pa seveda, da Brežice ima tudi izjemne potencijale, kar se tiče razvoja turizma, saj smo nekako četrti v Sloveniji po turizmu, po malem gospodarstvu in pa še po marsikaterih drugih inštitucij. Zato seveda jaz vas na nek način prosim, da podprete ta naš predlog in da omogočite, da tudi občina Brežice dobi ta status in da glede na vse te dejavnike, ki sem jih naštel,
soustvarjamo to Slovenijo, kajti dejansko imamo res izjemno veliko raznih tako državnih, regijskih in pa drugih inštitucij in le na tak način bomo še lažje soustvarjali razvoj cele Slovenije, Posavja in pa Brežice. Toliko za uvod, če bo še kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovorim. Hvala lepa gospodu Molanu za predstavitev. Odpiram razpravo za državne svetnike. Želi kdo razpravljati? Kolega Kern? Ne? Ok. Jaz bi sam spomnil, da je naša komisija nedolgo nazaj obravnavala predlog za podelitev statusa mestne občini Krško. Takrat je bila obrazložitev, da je to gospodarsko, upravno, geografsko, prometno in kulturno središče Posavja. Prav tako je bila takrat debata o številu prebivalcev, namreč meja je 20.000 prebivalcev, vendar ne za občino, pač pa za mesto. In takrat smo tudi imeli podatek, da je potrebno za podelitev statusa mestne občine 15.000 delovnih mest. Tukaj pa vidim, da jih je v občini Brežice 7.000 delovnih mest. Še eno stvar bi opomnil. Združenje mestnih občin je predlaga, da se prekine do odločitve Ustavnega sodišča ta zadeva, saj so vložili zahtevo za oceno ustavnosti 16. člena Zakona o samoupravi, o lokalni samoupravi. Toliko. Se kdo premislil glede razprave? Ne. Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati. Na koncu bi dal še enkrat vseeno besedo gospodu Molanu, če želi še kaj dodatno pojasniti. Želi, izvolite. Ja, jaz mislim, da prav, da vseeno tudi še odgovorim na te pomisleke. Že sedaj imamo 3 mestne občine, ki imajo tako manj število prebivalcev in delovnih mest in pa tudi manj ljudi v samem centru. In seveda tudi v prejšnjem sklicu, ko ste obravnavali občino Krško, so imeli podobne argumente kot mi. In jaz mislim, da tudi dejansko se Posavje razvija kot somestje, katerimi imamo vsak svoje inštitucije. Konec koncem Posavska regijska bolnišnica Brežice je ključna. Naštel sem tudi mejo, naštel sem tudi vojaško letališče in kup teh stvari, ki jih marsikje drugje nimajo, že v določenih obstoječih občinah, ki so že mestne občine. Zato jaz mislim, da glede na to, če želimo res biti nekako načelni in pošteni do vseh ostalih, je občina Brežice izpolnjuje tako pogojno, kot so jih ostale občine, ki so že dobile ta status. Vsaj 3 oziroma 4 zdaj. Hvala lepa gospodu Molanu. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne vidim nobene roke. Se pravi, če ne želi noben obrazložiti glasu, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 za. Je kdo slučajno proti? 1 proti. Ugotavljam, da je komisija podprla predlog zakona. Na podlagi opravljenega glasovanja in razprave bomo pripravili mnenje komisije ter ga poslali odboru Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki ima sejo jutri, v torek 15.2., 15 minut po koncu predhodne seje istega odbora, ki se začne ob 14. uri. Verjetno bo začetek seje enkrat po 15. uri. Tukaj imam zapisano opombo, da jutri na isti seji odbora DZ že Milan Ozimič. Milan, bi lahko ti sprejel tudi jutri za to sejo poročevalc? Ok, hvala lepa. Ugotavljam, da je za poročevalca določen kolega Milan Ozimič.
Vabljenim vabljenemu k tej točki se zahvaljujem za sodelovanje na seji. Ja, hvala lepa, srečno. S tem zaključujem 2a točko dnevnega reda. Prehajamo na 3. točko dnevnega reda seja komisije. To je potrditev dveh zapisnikov 77. redne in 22. izredne seje komisije. Predlog zapisnikov ste prejeli s sklicem. Na predloga zapisnikov nismo sprejeli nobene pisne pripombe. Želi kdo razpravljati o zapisnikih? Ne vidim želje. Če ne želi več, če pač ni razpravljalcev nimamo, predlagamo, da preidemo kar na glasovanje in potrdimo oba zapisnika. Predlagam, da z enim glasovanjem potrdimo oba zapisnika. Kdo nasprotuje temu predlogu? Ne vidim. Če ni nasprotovanja, dajem na glasovanje predlog zapisnikov 77. redne in 22. izredne seje. Kdo je za? Vsi za. Ugotavljam, da sta zapisnika 77. redne in 22. izredne seje potrjena. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. Prehajamo še na zadnjo, 4. točko dnevnega reda seje komisije, to je točka razno. Želi še kdo razpravljati po točko razno? Ne vidim nobene želje. S tem zaključujem 4. točko ter 78. sejo komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Hvala lepa vsem skupaj in lep pozdrav in čestitke skakalcem za srebro.